Eden naših najboljših in vsestranskih alpinistov, Janez Jeglič, se je pred 11 leti smrtno ponesrečil med vzponom na nepalski 7000 Nupce. Plezalci se ga vsako leto na zelo lep in sproščen način spomnimo na memorialu, ki poteka v Ospu in njegovi okolici. Del tega dogodka je tudi zanimiva in atraktivna tekma. Minilo je že 11 let od smrti Janeza Jegliča Johana, vendar med nami plezalci na nek način še vedno živi. Kako si ti kot njegov dolgoletni soplezalec in tudi prijatelj to razlagaš? Ja, v delih svojih večno boš počival. Tako da dela so tista, ki so Janeza zaznamovala v alpinističnem smislu, pa tudi kot človeku. Janez je bil nedvomno človek, ki je imel izredno voljo in energijo, izredno motivacijo in vsake stvari, ki si je lotil, je potem vse naredil, da je to stvar tudi speljal. Pa naj si bo to v alpinizmu ali v drugih področjih življenja. Da se pa Johana spominjamo še bolj, pa na nek način vsako leto poskrbiš tudi ti s prijatelji. Namreč organizirate memorial v njegov spomin. Za kakšen dogodek pravzaprav gre? Ko se Janez ponesrečil, takrat sem se jaz spomnil te ideje, da bi naredili nekaj v njegov spomin. Veliko alpinistov se je že ponesrečilo in skoraj za vsakega se je nekaj obdržalo, a je to tabor ali spominsko srečanje ali kaj podobnega. In ker je bil Janez res univerzalni alpinist, športni plezalec, ledni plezalec, velikih sten plezalec Himalaja, smo se potem odločili, da naredimo tekmo v športnem plezanju, kjer je tudi imel izredno visok nivo. Prva tekma je bila v Domžalah na umetni steni, potem pa smo to preselili v Osp in jo poskušali narediti malo drugačno, kot so ostale tekme v športnem plezanju. Ta stvar se je zelo dobro prijela, tako da tekmovalci radi pridejo, pa tudi generacije od Janeza Jegliča, pa še starejše generacije, pa tudi naše mlajše, pridejo na to družabno srečanje in se na tak lep način spomnimo na Johana in tako pač podoživimo. Pa včasih se tudi spomnimo kakšnih dogodkov, predvsem skozi predavanja, kateremu vsako leto dodamo eno. Kako se je pa to tekmovanje skozi leta spreminjalo? Ja, prvo tekmo smo imeli na umetni steni, potem pa smo rekli, glede na to, da bo Janez res odličen alpinist na vseh področjih, da skoraj to mora biti v naravni steni, ker pač tiste prve tekme, ki so bile v naravni steni, so že preživeta stvar. Težko bi bilo vedno najti novo smer, ko smo se pa odločili, da naredimo v obliki maratona. Tako da tekmo smo potem selili najprej v Osp, v Mišjo Peč, potem v Osp nad vasjo, pa v Črni Kal. Lansko leto pa smo prišli na idejo, zakaj ne bi plezali velike stene v Ospu, slavno smer Goba, katero je Janez Jeglič tudi prvi prevrtal in tako odprl pot športnim plezalcem, da so lahko potem prosto, precej bolj varno plezali. In plezalci so bili lansko leto izredno navdušeni na to idejo 100 metrov top ropa, kar je res zanimivo tudi za gledalce. Letos so seveda še bolj temeljito se pripravili in res časi so bili fantastični na koncu. Kaj si misliš o takih dogodkih, takih memorialih? Ja, jaz drugače pač ne tekmujem več, samo tega memoriala se vedno, če sem doma, udeležim, ker ne vzamem kot tekmo, ampak bolj kot druženje, srečanje v sproščenem vzdušju, ker plezamo, nam silo postavlja vedno nove izzive, vsakeč je malo drugače, tako da letos tole mi je bilo zelo všeč. Pač dolgo smer, 70-metrsko, plezati z varovanjem od zgoraj, kjer res lahko sam plezaš, ni treba skrbeti, da boš upel, a ne boš, pač sam tisto pravo plezanje. Skozi leta so se pravila tekmovanj tukaj spreminjala na tem memorialu. Recimo, kakšna oblika mogoče ti je najbolj ležala, pa najbolj odgovarjala, kljub temu, da gre samo nekako za druženje, v redu, gre tudi za tekmovanje, vsem tudi za druženje. Ja, prva tekma je bila na plastiki, to mi sploh tako ni bilo všeč, ker sem si tudi, da pač Johan je bil bolj otrok narave, tako da mi je predvsem všeč zato, ker plezamo v skali. Tudi pač tisto, kar smo mogli v Mišji Peči plezati čim več smeri, je bilo tudi v redu, ampak ta zadnja, v veliki steni plezati je bilo res najbolj posrečeno, ker to ne moreš vsak dan imeti tako dolge vrvi, že vse pripravljeno, tako da mi ta zadnja v bistvu še najbolj všeč. Kako pa vidiš to povezanost med alpinisti na eni strani in športnimi plezalci na drugi?
Ja, jaz mislim, da smo alpinisti in pa športni plezalci med seboj povezani. Če ne druga, nas druži skupaj že samo plezanje. Večkrat se tudi srečujemo v vrtcih plezalnih, torej v skali, tudi skupaj kdaj treniramo. Recimo za primer z Janezom Jegličem sem pred leti, se pravi 12 let nazaj, plezal z njim v Mišji peči, kjer sva skupaj plezala v smeri težavnostne stopnje 8B. Prav tako pa tudi z Mihom Valičem, ki se je letos po nesreči v gorah, so veliko plezala skupaj v skali, ker je on to izkoristil za trening, tako kot jaz, za gore. Kaj ti je predstavljalo največji problem pri hitrem plezanju tako dolge smeri? Jaz mislim, da je največji problem nepoznavanje smeri, ker v bistvu se je težko zapolniti 100-metrsko smer točno do vsakega uprinka, ker v bistvu, če se ne spolniš, zgubljaš čas in mislim, da je to največji problem, da bi dobro poznal smer, na kateri tekmuješ. Kako dojemaš takle tekmovanja, kjer gre tudi za druženje, naprimer proti tistim včasih, ko si resno tekmovala v svetovnem pokalu in državnem pokalu? Ja, te tekme so precej bolj sproščene, tudi tako jo vzamem, pač tu nisem se nič pripravljala posebej za to tekmo in vzamem bolj kot druženje, kot pa tisto za resno tekmo, da bi se mi zdaj šlo za rezultat, ne daleč od tega, bolj za zabavo. Pri dekletih si videla, da večina od vas smeri sploh ni poznala. Kako je to izgledalo? Kako si se počutila v smeri? Ja, v bistvu res smer sem plezala sicer nekaj let nazaj, ta prvi raztežaj, drugače pa nisem poznala. Poznala jo edin Martina, pa nam je pa ona malo povedala, dala kakšen nasvet, sicer pa sprot vidiš, kje so ostali pareli, ko je bila od magnezija. Pa malo se znajdeš, saj grifov je veliko, sem ta prave moraš pareti. Vemo, da veliko alpinistov vsaj za trening pleza lažje športno plezalne smeri. A se ti mogoče sebi vidiš kdaj tudi v hribih? Ja, mene že kar kdaj malo mika, da bi šel tudi v hribe kaj splezati. Sem tudi že šel, ampak zaenkrat me toliko še ta športno plezanje toliko videl menih ciljev še tukaj, da me pač enostavno drži tukaj v športnem plezanju. Sigurno bom pa kdaj tudi po hribih plezal, sem pa prvo let, ko ne bom več tekmoval, pa tako grem sigurno tudi v hribe. Danes si moral razporediti moči v bistvu, gre za 100-metrsko smer. Kako si se počutil v sami smeri, kako si razporedil moč in vzdržljivost? Ja, prva polovica je bila dosti v redu, sem šel hiter, ni bilo še problemov. Pa je pa začel, pač roke so pekle in je bilo treba tudi malo počiti na kakih mestih. Ampak nisem pa hotel veliko počivati, ker sem vedel, da bo treba iti zelo hiter za zmago. Ampak mi ni uspel. Med vama s Klemenom je bilo samo 2 sekundi razlike. A misliš, da gre za kakšno zaroto? Ne. Ne vem, Klemen je šel pol ta drugi del res zelo dober, je šel ful hiter. Zgleda je slišal, dol so mu rekli, ja, 8 minut da ima, ali pa še malo prej, ne vem, 7 in pol je ful pospešil. Je že vedel, ne. Plezali ste 100-metrsko smer, kar je kar veliko za, ne vem, naprimer tekmo v hitrostnem plezanju. Kako si razporedil moč pa hitrost pa vse ostalo? Ja, to je res malo dolga, ampak razporedil glih nisem. Jaz sem probal iti čez celo smer hiter, ker Miha je šel pred mano ful hiter in sem vedel, če bom kaj malo preveč motovilu ali pa se ustavljal, da mi bo zmanjkalo časa. Pa sem pa spodaj, sem tudi vedel, da sem šel malo počasneje, parkrat sem se malo zgubil. Nisem vedel, ker težko si zapomniš vseh 100 metrov, kako moraš iti za vsak gib natančen, za vsak stop. Na koncu sem pa slišal, da je sam še minuta časa, da ga prehtim, sem pa pospešil, sem rekel, ali bom padel ali pa ga bom prehitil. Zato sem tudi v bistvu na vrh zadnji meter, koliko sem samo skočil na zvonc, se je izgledal blestval. Kaj pa je drugače najbolj zaznamovalo letošnji memorial? Letos prav gotovo to, da so tekmovalci zelo resno vzeli tekmo. Skoraj vsi so šli v to smer že dan prej ali pa še kakšen drug dan. En dan prej smo tudi top rope naštimali v to smer, tako da so imeli možnost plezati. S tem pa so bili tudi časi izredno hitri. Če primerjam lansko leto, zmagovalec je imel malo več kot 16 minut, letos pa 9 minut, kar je več kot skoraj še enkrat krajši čas.
Tako da mislim, če bomo v tej smeri nadaljevali, pa drugo leto mogoče še en teden prej pripravili, da bo več tekmovalcev možnost imeli to plezati na toprav, bomo prišli mogoče na 7 minut, kar pa bo že res zelo zanimivo tudi za gledalce.